zdaj. Hvala lepa, Janez. Hvala Tini, da je pripravljena do neke mere prek svojega doživljanja trga dela prispevati k razumevanju. Ena od najpomembnejših vrednot zame je dialog. Pravi dialog je tak, ko se nekako odpremo drug drugemu in upam, da bo s tem pogovorom prispevala k temu. O trgu dela ponavadi govorimo globalno, statistično gledano, v odstotkih celotne populacije in individualne zgodbe so pogosto prezrte. Vendar kot izobraževalec vem, da se prav prek individualnih zgodb lahko dobi čist drug vpogled v situacijo. In Tina, najprej bi te povabil, da se malo predstaviš, predvsem v kontekstu trga dela. Kje si zdaj, kje si že bila, nisi več iskalka prve zaposlitve, morda sploh se nimaš za iskalko zaposlitve, torej da poveš nekaj povedi o sebi. Dober dan. Jaz v bistvu res nisem iskalka prve zaposlitve. Tudi nisem več tako rosno mlada, da bi se lahko definirala toliko očitno kot milenijka, kot je recimo bilo prej na videu predstavljeno. Ampak vidim pa v tej načinu razmišljanja, kakor ga je tudi punca recimo zelo na hitro lahko podala, da so ene velike spremembe v tem, kaj jaz pričakujem, pa kaj trenutno delodajalci dejansko nudijo, kar sem pač izkusila v prvi zaposlitvi. Sem bila 3 leta zaposlena, sicer čisto v profitnem sektorju. Ne vem, dejansko je tako, da nisem dobila tistega, kar sem pač pričakovala. Nisem si želela živeti življenja na tak način, kakor so pač od mene tam pričakovali. In zato sem tudi službo pustila lani maja in od takrat se iščem tudi malo sama sebe, da sem že kar nekaj časa na socialni akademiji v inkubatorju in tukaj jaz dobim ogromno tega, kar recimo tam nisem, torej te nove kompetence, da se ukvarjajo tudi s tem, kako se jaz počutim, ko pridem tja, da jim je dejansko mar, da je meni tam prijetno, da imamo en skupni cilj, h kateremu lahko gremo, da me vključijo v proces odločanja, pa tako. Pač te stvari so mi recimo zelo važne. To je najverjetneje luksus, ne? Ti si pač, si še vedno mlada oseba po slovenski zakonodaji, kdor ne ve, kaj to pomeni, ker ne bi rad preveč razkrival Tinine starosti, ampak zelo proti koncu, če bo kdo googlal zakon o javnem interesu na področju mladine, ki definira mlado osebo v Sloveniji. Si še vedno mlada oseba, ampak vendarle ne več toliko mlada, kot si se tudi sama opredelila. To, da se lahko na nek način igračkaš, zdaj bom govoril z besedami moje mame, to, da se lahko na nek način igračkaš takole z nekimi, da se bojo drugi ukvarjali s tem, kako se ti počutiš in tako naprej, je neke vrste luksus. Očitno mora biti za tvoj prihodek nekako drugače poskrbljeno, a tudi po obleki nas gleda, da živiš čisto bojemsko življenje. Tako da kako to ponavadi tej generaciji ne gre skupaj, ne? Kako lahko oseba se po eni strani poigrava s svojimi prihodki na tak način, po drugi strani pač lahko razvija sebe, ampak ni potreben stalen prihodek, kako to deluje? Dejansko sem tudi jaz do lani maja verjela, da se je pač treba za nek tak dohodek tako prilagoditi. Torej se odpovedati nekim svojim sanjam, nekim svojim pričakovanjem, željam in pač se nekako umestiti v sistem, ki obstaja. Ampak v bistvu je pa dejstvo, da gre svet naprej. In tudi tehnologija, vse skupaj gre pač naprej. In se mi zdi, da bo vedno več ljudi, ki bojo želeli v svojih dejanjih čutiti svoje poslanstvo. Da si v bistvu ponosen na to, kar narediš. Da lahko pač zdaj danes, ko je malo problem, ko je pač nekdo odpovedal, da imamo toliko dobre odnose, da se lahko med sabo uskladimo pa v bistvu na tak način. Ne? To je ena taka stvar, ki je v klasični službi ni bilo. Ne? Ker je bila pač ta tipična, rabiš bolniško pa domov.
Jaz sem dejansko 3 leta delala na tak način in sem ugotovila, da veliko več se na fizičnem zdravju pozna, veliko več je bilo recimo bolniških dni, pa tudi na nezadovoljstvu in cela kvaliteta življenja se potem poslabša. Tako da tukaj se mi zdi, da v bistvu kako se potem s temi dohodki pa tako, večina teh stvari, recimo tega znanja, ki se ga podaja, ki smo ga pač vsi željni, veliko se ga da dobiti brezplačno. Treba je potem pač sam prioritete dejansko postaviti. Je pa res, da se tudi jaz ne bom mogla v nedogled tako igračkati, ne. Imam pa mogoče res srečo, no, da imam partnerja, ki me tukaj podpira in je videl zadnja 3 leta, kaj se je pač dogajalo in koliko je name to vplivalo in kako sem se tudi jaz kot oseba spremenila. Tako da upam, da bo vsaj še nekaj časa zdržal, da bo pač šlo. Ti si omenila eno stvar, ki je bila do tvoje generacije še v moji na nek način bogokletna. In sicer to, da imamo kot delavci, da imajo delavci kot skupina pričakovane do delodajalca, pa se združijo v sindikat, pa potem postavljajo pogoje, to je bilo logično že vse od 19. stoletja naprej ali pa še prej. To, da pa posameznik nekaj pričakuje od delodajalca na neki zelo specifični ravni, je tudi bilo za nek višji razred že prej, ne? Ampak na to, da to za slehernika velja, da lahko nekaj pričakuje od delodajalca, pa šele od tvoje generacije naprej. Kaj ti pravzaprav pričakuješ od delodajalca? Recimo, pač tako, se je smešno slišali, ne, ker smo pač ta kratek intervju pogledali. V bistvu kvečjemu pričakujem nek človeški odnos, ne. Torej, da nisi samo številka, da nisi obravnavan kot številka, da ko si vprašan za mnenje, da se tvoje mnenje potem dejansko posluša, po možnosti tudi upošteva, saj razumemo, da ne moramo vsi vse, ampak na tak način, v bistvu nek, jaz bi rekla temu osnovni medčloveški odnos, kakor ga imamo mi lahko z vrstniki v recimo nevladnih organizacijah in tako se zelo hitro taka stvar vzpostavi, medtem ko v profitnem sektorju je pač mogoče drugače usmerjeno. Meni se zdi v bistvu predvsem logično in se mi zdi, da gremo vsi v pravo smer, da se upošteva tudi posameznika, njegove želje, posebnosti, potrebe in tako dalje, ker na tak način se v bistvu posamezniku omogoči, da deluje optimalno, kar je tudi na koncu za organizacijo bistveno, da nima tam 10 ljudi, ki delajo vsak na 10%, ampak da ima tam 5 ljudi, ki vsi delajo 100%. In to tudi jaz pričakujem od delodajalca. Pričakujem, da takrat, ko sem tam, da bom dala pač vse od sebe. Pričakujem pa seveda takrat, ko naletim na oviro, neko pomoč, razlago, podporo. Se mi zdi, da nimamo enih takih nemogočih pričakovanj. Tako. Kaj pa misliš, da velika večina trga dela pričakuje od tebe? Morda tisto, kar te je najbolj zmotilo, da je trg dela pričakoval od tebe? Jaz bi to mogoče rekla tako majčken robotski odziv, ne, kjer je pač ne smeš izraziti mnenja. Ne. Se je tudi izkazalo v službi, v kateri sem bila, jaz sem delala pač v telefonskem studiu in dejansko, ko sem jaz sem odšla, ker sem bila nezadovoljna. Ampak stvari, ki sem jih jaz izpostavila takrat, ko sem odšla, se zdaj 1 leto kasneje recimo tam izvajajo. Ker so ugotovili, da to ni bila samo moja potreba, ampak da je to normalno. Ne? In se mi zdi, da vsake toliko časa mora nekdo priti, pa to izpostaviti, pa je mogoče malo agresivno, arogantno na začetku, ne, izpade. Ampak se mi zdi, da dejansko ta odkritost, transparentnost, da veliko bolj pripomore. Kolegica Alenka Blazinšek iz Zavoda Nefix je uvedla na simpoziju, ki smo ga imeli oktobra v dvorani Državnega sveta, termin zašolani mladi. Ne zašolani, ampak zašolani. To so mladi, ki jih je izobraževalni sistem, formalni, opremil z povsem napačnimi kompetencami za tisto, kar bi potem na trgu dela rabili.
Zato so zašolani, ker so v bistvu se pripeljali na napačen kraj po tej poti formalnega šolskega sistema. Kako ti vrednotaš pot formalnega sistema, skozi katerega si šla, kaj od njega je bilo koristno za sedanji trg dela in kaj je bilo popolnoma nekoristno? Ja, v bistvu jaz sem si izbrala že od začetka zelo take, mogoče malo boemske stvari. V bistvu sem hodila na umetniško gimnazijo, kjer so že tam nam omogočali določeno svobodo. Študirala sem pa dejansko socialno delo in je študij izredno lep, izredno prijeten, kar se tiče medsebojnih odnosov, razumevanja, poslušanja, empatije, komunikacija na splošno. Česar mi pa niso dali, v bistvu niso mi dali popolnoma nobenih orodij za to, kar te dejansko čaka v svetu. Pa zdaj, če govorimo striktno o praktičnem delu izvajanja socialnega dela, smo imeli veliko prakse. Mi smo vsako leto 100 ur pač na letnik morali praktičnih del opraviti. Tako da nisem imela dejanskih izkušenj, ampak nisem imela nobenih orodij. Kar se tiče same tehnologije, pač ne vem, na našem faksu so zelo, zelo stari računalniki, recimo, ne. Kar se tiče teh socialnih omrežij, pa tega je tistih par profesorjev, ki so šli v korak s časom, ki so pač na tak način aktivni, tako da jaz sem imela srečo res, da sem videla in te profesorje, ki so se nekako trudili komunicirati z nami, na naš nivo se malo premakniti, in pa tudi druge, ki so bili pa zelo, zelo rigidni v tem svojem klasičnem predavateljskem sistemu. Tako da recimo meni se zdi, da ful mi je všeč, da se bo v bistvu, da bo tak način predavateljstva počasi izumrl, ker te statistične informacije mi vsi lahko preberemo v knjigi. Jaz ne pridem na predavanje poslušati nekaj, kar lahko preberem, ampak pridem poslušati, da spoznam človeka, da vidim, kaj bo človek povedal, kako je on to razumel, kako se je srečal pač s takimi stvarmi, ne. Ker drugače je dejansko škoda mojega časa, pač bom raje zvečer doma pred spanjem tisto knjigo ali pa članek prebrala. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da gremo v res dobro smer. Je pa res, da bojo te večje inštitucije majčkeno dlje časa rabile, da se pač tukaj uskladijo. Tako da ja, predvsem mi je manjkal ta stik z sodobnimi tehnologijami, sodobnimi načini komuniciranja, pa v bistvu to, da povsod v službah dejansko pričakujejo en kup enih kompetenc, medtem ko so nas na faksu opremili z samo enimi in še te so bile izredno, izredno specifične. Še zadnje vprašanje, malo bolj kompleksno sicer, ampak zadnje. Ti si kar veliko izmišljuješ, vidim, kar se tiče delovnega mesta, tega, da bi te individualno obravnavali, zahtevali, si kot nek mini SP, ki si v bistvu sam želi krojiti svojo odgovornost. Pa me zanima, si tudi pripravljena nositi takšno odgovornost, torej, a si pripravljena, do katere mere, ali pričakuješ vseeno redni mesečni prihodek, ali ti je v redu, če si plačana od učinka, popolnoma, 100%. A pričakuješ bolniško, ali ti je v redu, če si pač, ko si bolna, da nisi nič plačana. A pričakuješ neko, kako bi rekel, neko socialno varnost, ali ti je vseeno, če te socialne varnosti ni, ne? Sprašujem zato, ker pač, ko si več zmišljuješ, moraš tudi več odgovornosti in tveganja sam na nek način nositi, ne? Ja, se strinjam. Bolj, ko si izmišljuješ, več moraš sam narediti. Zdaj, ne vem, mogoče pač čisto moje opažanje, kar se mi zdi že par let, da traja, ampak okej. Meni se zdi, da bomo res se počasi premaknili nazaj, jaz temu tako rečem, v obdobje obrtništva, kjer bo vsak od nas nekaj počel, v čemer bo res dober in bo užival, in ljudje, ki bodo hoteli početi zelo podobno stvar, se bojo prišli pač konkretno do nas na delovno izkušnjo naučiti, kako se pač stvar dela pa izvaja. In to se mi zdi edino pravilno. Meni konkretno finance ne predstavljajo take varnosti, ker sem se pač že tokom srednje šole, sem zelo veliko delala, tako da
vem, da kar se tega tiče, če bi mi bilo tako zelo hudo za denar, je marsikaj takega, kar lahko grem delati. Bolj se mi zdi pač tukaj pomembno to, da takrat, ko se nekaj dela, da se res dobro opravi in seveda posledično, da je tudi dobro plačan. Kar pomeni, da jaz takrat, ko zbolim, ne rabim bolniškega nadomestila. To je ta varnost, o kateri jaz mislim, da se zdaj pogovarjamo. Torej varnost, da tudi če, da tako rečemo, tudi če firma propade, da jaz še vedno imam kompetence in da bom jaz znala preživeti brez te firme. Tako, pač v smislu delodajalec zaposleni. Mogoče vseeno še eno bonus vprašanje si bom dovolil. Kaj pa na starost, če v bistvu zdajle govoriš zelo liberalno, se pravi, govoriš v smislu, ja, sej znam, sej zmorem, sej bom znala sama zase poskrbeti. Kaj pa dolgotrajna bolezen ali pa starost, do katere mere bi v družbi vendarle mogli imeti neke solidarnostne mehanizme, ki jih ti zdajle ne rabiš, zato ker si lepa, mlada, uspešna dama, ampak morda jih bo že čez 5 let zaradi bolezni ali pa čez 40 gotovo pa potrebovala. Najprej hvala za kompliment. Ja, razumem ta pomislek in je tudi meni, jaz sem se pač tako, ko sem delala, dejansko srečala z marsikaterim človekom, ki je pri svojih 70-ih, že skoraj 80-ih, še vedno živel v najemniškem stanovanju. Kar pomeni, da pokojnine dejansko vsi vemo, kakšne so pri nas. Pogovarjamo se o nekih 200-300 evrih, pač najnižje. Verjetno si ljudje, ki imajo višjo, pokojnino, dejansko lahko privoščijo stanovanje, da si ga kupijo, medtem ko si ga pač določeni ljudje ne morejo. In to se mi zdi, da se je zgodilo ravno zaradi tega, ker smo se malo preveč zanašali na to socialno varnost, ki smo imeli občutek, da vedno bo. Stvar mogoče v preteklosti je funkcionirala, kjer smo imeli veliko več delovno aktivnih in zaposlenih ljudi, glede na proporcionalno starejše bolne. Medtem ko zdaj, ko se populacija na splošno stara, medicina napreduje, mi bomo vedno dlje živeli, bo tega pač vedno več. Zato se mi zdi pomembno, da takrat, ko imamo možnost, dejansko delamo stvari, v katerih uživamo, in se mi zdi, da tudi v primeru, da bi prišla, da ne bomo zdaj grdo rekli, boh ne daj, pa da malo potrkamo, ampak da bi prišlo karkoli takega, če delaš nekaj, kar te iskreno veseli, pa v čem zares si dober in v tem uživaš, se mi zdi, da pol tukaj ni ovire. Dejansko delaš to, ker te izpolnjuje, ne zaradi tega, ker ti prinaša dobiček. Že pa, tako kot sem že prej omenila, se mi pa zdi, da je pa pomembno, da za tiste ljudi, ki se pa res 100% posvetijo svojemu delu, pa ga dobro opravljajo, recimo kot en tak primer SP, da je potem tudi se na ceni pozna. In se mi zdi, da bomo vedno bolj šli v to smer, zaradi tega, ker je pač tudi brezplačne vsebine, samega znanja vedno več, in se bo vedno več ljudi tudi določene stvari lahko naučili, se jih že zdaj lahko. In samo tisti, ki bojo zares dobro opravljali tisto, torej samo tisti, ki bojo v tem, kar delajo, iskreno uživali, tisti, da se potem tudi na finančnem vidiku seveda to nekako pozna. A vaj lahko mogoče sam dopolnim? Sam da zaključim, hvala, to je bilo mnenje. Mlade osebe, ki, glej ga zlomka, tudi nekaj pričakuje od trga dela, ne samo trg dela od nje. To, kar bi dopolnil, mogoče to razmišljanje, to zadnjo, ko govorimo o robotizaciji, ko govorimo o avtomatizaciji, je neminovno s tem verjetno povezan tudi vprašanje univerzalnega temeljnega dohodka za vse državljane, čistko, which is good.